Slovensko nogometno reprezentanco konec meseca marca čakata dve pripravljalni tekmi v Katarju s Hrvaško in z Doho. Z nami je selektor Matjaž Kek, ki je prav danes objavil seznam 25 reprezentantov za te dve pripravljalni tekmi. Matjaž, s kakšnimi cilji slovenska reprezentanca potuje v Katar? No, dejstvo je, da se nam po dolgem času pojavlja zopet možnost za pripravljalne tekme in v načrtovanju vsega tega smo zelo hitro na nogometni zvezi odreagirali, ko se je pojavila možnost odigrati v Katarju, sicer na začetku najprej z nekaterimi drugimi reprezentancami, ampak situacija takšna, kot je narekovala, da smo sprejeli ponovno tekmo z Hrvaško, medtem ko je Katar tako in tako kot domačin, kot organizator vsega tega bil že od začetka v igri. Na seznamu je nekaj novih imen, pa tudi nekaj tistih starejših, ki jih tokrat ni zraven. Z Josipom Miličićem ste se slišala? Ja, slišala smo se in normalno, da tale komunikacija z Iličićem poteka pravzaprav kot vsemi ostalimi igralci. Njegove težave so težave, ki se lahko zgodijo vsakemu v določenem obdobju življenja. Pogovor, ki je se dotikal tudi njegovega nadaljevanja igranja v reprezentanci, tu je potrebno povedati, da ni prav dobenega problema. Začel je trenirati in jaz upam, da bo čim prej prišel na tisto raven, v katerega pričakujem v državni reprezentanci. Tudi njegova želja je za igranjem v nacionalni reprezentanci in upam, da bo to seveda čim prej že v junijskem terminu. Benjamin Verbič je razrešil klubski status. V kakšnem stanju, tokrat ste ga uvrstili na seznam, v kakšnem stanju je Beni? Ja, mogoče je Benjamin poziv v tem momentu, ima še kakšno drugačno noto. Spili smo kavo pred par dnevi, ko je uspel priti iz Kijeva. On je končal, in to dobro, končal priprave z Dinamom Kijev pred začetkom nadaljevanja prvenstva v ukrajinski ligi. Nažalost se je zgodilo, kar se je zgodilo, oziroma kar se še dogaja. Je nekaj dni treniral tudi v Celju in zdaj se je uspel dogovoriti zelo hitro in izkoristiti možnost, ki jo dala FIFA za novo registracijo. Legija iz Varšave je klub, ki je seveda eden izmed najvplivnejših v poljskem prvenstvu, mogoče jim ne gre ravno idealno zdaj v tem momentu in mislim, da jim bo Benjamin za svojim znanjem in svojo energijo prišel še kako prav. Poznam pa klub že iz sodelovanja z nekaterimi drugimi igralci v preteklosti, tako da klub z veliko število navijačev in mislim, da dobra odločitev glede na to, da je situacija v Ukrajini nažalost takšna, kot je. Andraž Šporar v drugi angleški ligi v Middlesbroughu je igral odlično, pokal in tako naprej. Ste ga spremljali, vas veseli njegova dobra forma? Ja, pravzaprav se ne razlikuje priprava na tole akcijo zdaj kot vseh ostalih. Za strokovnim štabom smo pogledali ogromno tekem, tisto, kar se je dalo v živo, tisto, kar se ne da, potem pa na različnih platformah, ki ti danes to omogočajo. Andraž je trenutno pod temperaturo, ampak naj ne bi bilo nekaj resnega. Po pogovoru z njim smo izvedeli, da že v sredo, četrtek naj bi bil nared, kar nekaj igralcev tudi z nekimi simptomi, ki pa niso covidni. Kar se pa tiče sezone, on je igral v eni najtežjih lig na svetu. Jaz upam, da je to jasno, ko mogoče 2-3 kroga ne da gola, ampak mislim, da je našel sebe v enem drugem načinu igranja, ki mu mogoče do takrat ni bil ravno pisan na kožo, pa je ravno za tem potrdil svojo kvaliteto, svojo raznovrstnost in jaz upam samo, da bo tako nadaljeval. Dobro se je vključil v specifično angleško okolje. O ligi sem pa že rekel, za dosti dolgo je že spremljan, kar nekaj naših igralcev že igralo tam, to res ni lahka liga. Benjamin Šeško se vrača po poškodbi, za svoj klub je že zaigral, Salzburg je že zaigral tudi v Ligi prvakov. Situacija, ki se zna zgoditi mladim igralcem. Jasno je, da je seveda nivo Salzburga na takšnem tako visoko, da so tukaj obremenitve izredno velike, čeprav so res modro načrtovali in nekje dozirali minutažo Benjamina.
Zdaj 2-3 zaporedni poškodbi mišice seveda ni idealna zadeva. Jaz upam, da je zdaj seveda to sanirano. On je na spisku, jaz sem ga gledal in v Münchnu in zdaj v Salzburgu proti Šturmu, dobiva svojo minutažo, ampak šele ko bo na treningu, bomo videli, koliko ga bomo tudi mi obremenili, ampak glavno, tisto najpomembneje je, da zdaj izgleda zdrav. Če se morda dotaknemo še nekaterih novih imen, ki ste jih uvrstili na svoj seznam, prvič je na tem seznamu David Brekalo. Jaz mislim, da je, ne glede na to, da igra za Viking Stavanger, da je za svojimi igrami, že tudi prej v mladi reprezentanci, za svojo konstantnostjo, za svojo agresivnostjo dobrodošla kvaliteta v reprezentanci. Je res, da so Norvežani šele na začetku svoje sezone, ampak odigrana je bila pokalna tekma, v kateri je igral, tudi na ameriški turneji smo ga spremljali in prepričan sem, da bo svojo kvaliteto dokazal, da si zasluži tale poklic. Mesto tretjega vratarja ste tokrat zaupali Žigi Frelichu. Ja, imeli smo nekaj problemov tukaj zaradi tega, ker minutaža nekaterih vratarjev ni več takšna, kot je bila ob Janu, ki je seveda številka 1 absolutno in kapetan ekipe. Je Žiga Frelich zdaj po poškodbi ponovno v ritmu in treningov, branil je pred nekaj dnevi za klub in jaz mislim, da si zasluži svoj poklic, s tem pa seveda spremljamo tudi Vekiča, ki je že bil z nami, ki je pokazal svoj nesporen talent in potencial. Zdaj brez minutaže seveda to težko, ampak kar se tiče vratarjev, jaz tukaj nisem v skrbeh za Slovenijo, tudi v nadaljevanju, tudi v U21 so vratarji visoke kvalitete in to je samo dobro za slovenski nogomet. Na levem bočnem položaju bo konkurenco Juretu Balkovcu tokrat predstavljal Gregor Sikošek, eden izmed dveh nogometašev iz prve slovenske nogometne lige. Ja, seveda, dostikrat je bilo že povedano, da se ne spremlja naša liga oziroma da se ne daje priložnost. Naša liga se spremlja tako kot vse ostalo, mislim, vse to je naša liga, iz te lige je večina igralcev, ki so zdaj na spisku. Sikošek je v Mariboru v zadnjem času igral v dobri formi, tudi klub je nekje začel spomladanski del dobro. Poskušali smo že kar nekaj igralcev na tem položaju in moram priznati, da nisem ravno bil najbolj srečen in zadovoljen vedno. Upam, da bo tudi on, tako kot Tomi Horvat, ki je pa že v celi sezoni, predvsem v jesenskem delu sezone, dobesedno izstopal in dobesedno me prisilil v to. Nažalost je za spiska, ki je bil narejen, odpadel Max Barišić. Je res, da je že v jesenskem delu opozarjal, pa bil že enkrat na spisku, pa je tudi takrat ga poškodba. Mi da sem se pogovarjala pred par minutami. To so stvari, seveda, ki so v športu, na katero moraš računati in ki se dogajajo v nepravem momentu, predvsem zanj, za klub, kajti gremo proti koncu prvenstva, Koper je v vrhu. Predvsem pa tudi za njega, seveda ni to lahko, poškodba je še vprašanje, kako težka je, najbolj enostavno ni, sigurno več tednov, ampak jaz že svoje življenjske izkušnje govorim, da takšna poškodba lahko pomeni samo še močnejšega človeka in mi v športu pač moramo včasih računati tudi na to in jaz sem prepričan, da bo Max Barišić prišel iz vsega tega še močnejši. Omenili ste, da se prvenstvo preveša v zadnjo četrtino, spremljate zaključne boje. Ja, kdo pa jih ne, kakorkoli, čeprav ni dosti gledalcev na naših stadionih, vse tekme se prenašajo v živo. Tako kot v večini evropskih lig, seveda zdaj prihajamo v tisto odločilno fazo. Je res, da je Maribor nekoliko odskočil, ampak je pa tudi res, da v teh pogojih zdaj tedenskih 2-3 tekem, seveda so rezultati nekoliko drugačni, kot bi mogoče nekdo pričakoval oziroma kot vse vejo vedno. Liga bo še absolutno zanimiva do konca. Olimpija je zdaj padla iz nekega ritma, seveda ji ni bilo lahko z neodigranimi tekmami iz jeseni zdaj vstopiti v sezono s popolnoma novim kadrom. To ni tako enostavno. Maribor je absolutno tukaj zame osebno favorit.
ne glede na to, da bo igral še eno tekmo in pol brez tistih svojih najzvestejših navijačev, ampak tudi to so zadeve, ki se tudi drugod dogajajo. Tako da, ja, kar nekaj mladih igralcev je ponovno opozorilo nase, to je sicer bolj stvar Milenka Čimoviča, kajti poudariti je treba, da ima mlada reprezentanca v 2 terminih 2 izredno pomembni tekmovalni tekmi. Je pa tudi res, seveda, da so nekatere ekipe popolnoma spremenjene, ampak jaz samo upam, da bo prvenstvo kvalitetno, zanimivo do konca in da bomo dobili tistega državnega prvaka, ki si bo to po 36 krogih tudi zaslužil. Na tem reprezentančnem seznamu se je znašel tudi Dejan Petrovič, oziroma ne znašel se, da ste ga tja uvrstili po dobri sezoni v avstrijski ligi. Kako ste spremljali Dejana? Tudi njegov prestop iz Aluminija takrat v Rapid je bil za marsikoga presenetljiv, ampak Dejan je bil z mano že takrat, oziroma za reprezentanco na tisti v Španiji, na tisti pripravljalni tekmi. Tam je bil zraven že tudi Sikošek, tako da vse to je nek normalen razvoj. Seveda nekomu preboj uspe prej, nekomu ne. Vse so to zahtevne sredine. Rapid poznam zelo dobro, ne glede na to, da sem bil dolgo v Avstriji. Je specifična ekipa z nekim drugim karakterjem kot mogoče Salzburg ali pa Avstrija, ampak stalno igra v kontinuiteti. Mogoče celo bi si že zaslužil poklic prej, ampak tudi tu je konkurenca relativno močna. Še nekaj teh igralcev, ki so okoli tega reprezentančnega spiska. Jaz samo upam, seveda, da bodo predvsem vsi ostali zdravi. Na eni strani zgoščen ritem igranja, na drugi strani še vedno COVID, ki ni zvenel. Tako da tukaj smo pripravljeni tudi, kar se tega tiče, na kakšen nov poklic. Vlada je tudi poseben režim za vstop v Katar, ampak jaz sem prepričan, da tisti ljudje, ki so odgovorni na nogometni zvezi, da bodo tudi tole potovanje, ki je zahtevno, že samo v organizacijskem smislu, vse skupaj pripravili na tisti pravi način. Se pa seveda po drugi strani veselim in tekme proti Dalićevi Hrvaški in proti domačinom Katarju. Jaz upam, da bodo pogoji dobri. Predvsem pa se veselim kakšnega treninga več. Tega v junijskem terminu sigurno ne bo. Tam nas po koncu prvenstva v bistvu čakajo takoj 4 tekme proti top reprezentancam in tole je priložnost, da nekdo opozori nase oziroma tudi, da bodo zaključki prvenstev ponudili kvalitetne igre naših igralcev. Sprememba tudi na trenerski klopi. Pridružil se vam bo Boštjan Cesar, njegova na nek način logična poteza, glede na to, da je bil kapetan reprezentance, rekorder po številu nastopov. Kako pa ga vidite vi v tem delu? No, sej, kar se tega tiče spremembe v samem strokovnem štabu, sem že pojasnil vse skupaj. Pač v določenem momentu nekega razvoja reprezentance in pa dela reprezentance je potrebno tudi kakšno osvežitev. Jaz mislim, da je Boštjan Cesar karakterno dokazan v svojem odnosu do državne reprezentance. Seveda eno je biti kapetan, igralec, drugo je biti trener. Tukaj bo dobil neko drugo vlogo tudi Milivoj Novaković. Tako da jaz sem prepričan, da bo to samo dobro za reprezentanco. Ob tem seveda velika zahvala tako Milanu Mikloviću kot Igoru Benedejčiču, ki sta bila del te neke naše zgodbe skozi vsa ta leta. Energija Boštjana Cesarja pa seveda jo je treba zdaj po eni strani prav usmeriti, po drugi strani pa izkoristiti, glede na to njegov velik angažman že samo zdaj v teh prvih 2 mesecih, odkar delamo skupaj. Zdaj Hrvaška je prva tekma, že tretjič v bistvu v slabem letu dni, pa verjetno pričakujete povsem neko drugo tekmo kot tisti 2 kvalifikacijski. Ja, jaz upam, da drugo, kot je bila zadnja. Bolj bi pričakoval takšna, kot je bila tista prva naša. Nasprotnik, seveda, ki v prvem momentu ni bil načrtovan, ampak potem smo se na obojestransko zadovoljstvo
zelo hitro dogovorili. To je nasprotnik, ki gre na svetovno prvenstvo, top reprezentanca. Mi smo v Splitu izredno slabo izgledali, potem ko smo jih v Ljubljani prvič v naših medsebojnih tekmah premagali. Vedno tole rivalstvo, ampak njihovi problemi, njihova različna mene ne zanimajo, niti slučajno, niti novinarski napisi, naslovi me res ne zanimajo. Mene zanima slovenska reprezentanca, kako bo slovenska reprezentanca izkoristila možnost nekaj več treningov in pa igranja za pripravo za junijski termin. Tudi na koncu koncev domačini Katar je reprezentanca, ki se na svoj način seveda pripravlja za vse, kar jih čaka. So neki drugi pogoji, spodaj vladajo, kot so trenutno v Evropi oziroma v večini držav, od katerih naši reprezentanca prihaja visoke temperature. Tako da, vse sem rekel, vse skupaj je pripravljeno, vse skupaj je skrbno načrtovano, upam, da bo dobro organizirano in prepričan sem, da bomo na najboljši možni način vse skupaj izkoristili. Mogoče s kakšnimi novostmi, ampak o tem, ko bo čas za to. Če se samo za trenutek dotaknemo še junijskih tekem, torej 4 tekme v 10 dneh. To je nekaj res novega. Ja, nekaj novega, ampak nekaj novega za vse. Jaz zdaj poslušam kar nekaj časa že, kako naporno je igrati torek, sobota ali pa sreda, nedelja v 2 tednih zaporedoma. Res je to, res je naporno, ampak to tudi drugi igrajo. In jaz vedno govorim, da je samo privilegij igrati na tem nivoju, evropske tekme sploh. Jasno je, da so ob koncu sezone to, tudi kar se tiče samih igralcev posebej, veliki napori, da bomo tu morali biti modri, da bomo tu morali biti dobro organizirani, tudi verjetno pripravljeni na kakšen izostanek, kakšno ime več. Zaradi tega zdaj tudi že nekaj novih imen, kar pa ne pomeni, da je kdorkoli izbrisan. Jaz bi zdaj lahko začel naštevati imena, ki so na spisku in ki bodo prišli v poštev tudi za junijski termin, ampak ta noviteta je pač v tem zgoščenem terminu še edino preostala. Čakajo, bolj kot to, mene zanima, kako bomo mi odgovorili v teh 4 tekmah na nasprotnike, ki so dobri, ki so seveda kvalitetnejši od nas, tudi po vseh parametrih raznih lestvic, tudi po neki individualni kvaliteti, ampak ravno to nosi neki izziv, ravno to nosi nek motiv, ker napreduješ lahko samo, če igraš proti dobrim nasprotnikom, čeprav včasih pa še tudi kakšnega, da premagaš. Skratka, zanimiv junij nas čaka, predvsem karakterno bo tu izredno pomembno, kako se bodo igralci odzvali, glede na to, da je konec sezone, ampak jaz do zdaj v tem času nisem imel nobenih problemov. Seveda bi bili vsi veseli, da in tudi nek načrt je in cilj, da ostanemo v tej B ligi. Težko smo prišli v to B ligo ponovno nazaj z dobrim rezultatom v prejšnji izvedbi Lige narodov, ampak se najprej zdaj tale marčevski termin, Hrvaška in Katar in potem dobra priprava za junijske izzive. Matjaž Kek, najlepša hvala za pogovor in veliko sreče v Dohi. Hvala vam.